Lepo pozdravljeni. Oddajo pričenjam z obiskom ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča v Dravogradu. Tema tretja razvojna os, ki pa je po besedah ministra zaradi trenutne finančne situacije velik zalogaj za našo državo. No in čeprav Korošci že desetletje opozarjamo na decentralizacijo in da našemu uskrunjenemu gospodarstvu obstoječa cesta dejansko ne prinese nobene koristi, minister tudi tokrat ni povedal nič konkretnega. No, je pa izrazil pričakovanje, da se izgradnji tretje razvojne osi približamo še v tem mandatu. Lahko bi dejala podobne floskole, ki smo jih Korošci torej lahko slišali že tako rekoč od vseh prometnih ministrov, tako od Radovana Žerjava, Patrika Vlačiča, Zvonka Černača, kot nenazadnje tudi od Sama Omerzela, ki so storili bore malo oziroma tako rekoč nič, da bi se izgradnja tretje razvojne osi dejansko tudi realizirala. Predvsem torej ne čudi, da imamo Korošci dovolj. Mladi se izseljujejo, podjetja propadajo, nenazadnje pa tudi mi plačujemo enake davke, enake cestnine, vendar pri vsem tem skupaj nimamo nobene ugodnosti. Najprej bi prosila za komentar in sicer na obisk ministra, ki je pred dnevi obiskal Dravograd in pravzaprav ni prinesel nobenih časovnih rokov, vse kar se tiče izgradnje tretje razvojne osi. Če sem konkretna, je pravzaprav izrazil zgolj pričakovanje, da bi se na izgradnji navajenega dobesedno približali še v tem mandatu. Torej besede, ki smo jih roko na srce slišali skoraj da od vseh infrastrukturnih in prometnih ministrov. Tako je, ja, jaz se sploh čudim, zakaj je prišel na Koroško, ker v bistvu nam ni povedal nič. Jaz sem se tega sestanka z veseljem udeležil, ker sem računal, da bo neke časovnice, da bo neki normativi, da se bo nekaj povedalo. V bistvu bo minister, ki pove, da pač ne bo dajal nekih izjav, da ne bo kaj narobe, da ga ne bomo držali za besedo. Jaz mislim, da tak minister sploh ne vem, če sploh prestojen, če sploh lahko dela, če sploh lahko tako ministrstvo vodi. No, teda jaz sem zelo razočaran nad njegovim delom. No, ampak vendarle je minister, torej ima neke pristojnosti kljub vsej razočaranosti. Recimo, lahko smo slišali še pred časom tudi malo posmeha na naš račun Korošcev, češ da s tem, ko dobimo tretjo razvojno os, bomo kvečemu dosegli s tem, da se šele takrat bodo mladi izseljevali. No, to je pa bila, mislim, da je izjava, lahko kar rečem, leta, ne? Da nekdo izjavi, da če bomo dobili mi cesto, da se bomo odselili, da bo zadeva postala, ne vem, pač mrtva tu na Koroškem. To mislim, da je, ne vem, čisto brez smisla in v nobenem primeru mi to cesto ne rabimo, da bi se odseljevali, ampak da bomo bolj dostopni v srednjo Slovenijo, ker tu na Koroškem enostavno ni več nekega dela, ni več nekih podjetij in smo zdaj obrtniki primorani se voziti po celi Sloveniji, v bistvu hodimo na vse konce in kraje, da bo lahko preživimo. Ne? Vsaka nova vlada pripravi nove študije, ponovno šteje promet, verjamem, da so to zneski, sama sicer ne rokujem z njimi, verjetno še kar enormni. Kaj porečete dejansko na odraz države do nas Korošcev? To je zapravljanje našega denarja. To jaz mislim, da je čisto brezpredmetno, da vsaka vlada dela študije. Sej tisti sekretarji, ki sedijo že od ne vem kako dolgo tam v vladi, v bistvu oni vejo, za kaj se gre in bi mogli samo prenesti ministrom in tudi v bistvu začeti zemljišča odkupovati, vnašati v prostor. Ker jaz ne razumem, mi smo v eni državi, da živimo, ampak imamo pa kup problemov. Konkretno, torej Obrtna zbornica, vi kot predsednik torej območne izpostave Slovenj Gradec ste napovedali državno nepokorščino, kot kaže, pravkar ste dejali leta 2040, torej ta tretja razvojna os, potem takem bo državna nepokorščina. Sigurno bo. Jaz sem že, bom rekel, sem že aktiven, v bistvu sem že stopil z nekaterimi, ki bomo z vsemi predsedniki Koroške regije, ki smo 4 zbornice, ne? V bistvu me podpirajo tudi ostalo prebivalstvo. Definitivno se bomo en dan zapeljali, jaz računam do Božiča v Ljubljano. Ne bo to nekaj groznega, ne bomo zapirali Slovenije, to bo pozorilna zadeva, da bojo videli. Če pa pol ne bo, bo pa tudi na koncu koncev, mi v Obrtni zbornici Slovenije imamo 4000 prevoznikov. 4000 avtomobilov, pa če jih je samo 10% pripeljem v Ljubljano, jaz mislim, da imajo totalen kaos.
In kaj mislite konkretno, da recimo tudi če naredite totalen kaos, kot rečeno, mimo tega, torej ne ocenjujem zdaj te izjave, bo potem se država zbudila in od nekod čudežno izbrskala denar za tretjo razvojno os? Če sem odkrit, ne verjamem, ampak z to državo očitno je treba na trdo. Mi, ne vem, ponižno sprejemamo vse davke, vse, kar nam dvigajo, vse prispevke, vsak teden, vsak mesec je nekaj na novo za plačevati in mi obrtniki vemo, da davke moramo plačevati. Jaz še nisem koga čuda, da bi rekel, da davka ne bom plačal. Ampak država nas mora pustiti delati. Mi znamo delati in bi radi delali, ampak v takih pogojih, ki smo se zdaj znašli, pa enostavno ne moreš. Nisi konkurenčen, zato ker se do Ljubljane vozi 2 uri, pa pol imamo uničene avtomobile, to je vzdrževanje vsega tega in jaz mislim, da tu ne bomo nekako utihnali. No, sicer pa vas konkretno podpira tudi predsednica Avstrijskega zveznega sveta, torej gospa Blatnik. Tudi sama je na tem sestanku izpostavila, da glede na to, da je Avstrija ena od pomembnejših vlagateljic, vse kar se tiče tega dela Evrope, Slovenije, se opravičujem, se jim zdi torej tretja razvojna os do Viča oziroma Holmca nujno potrebna, tudi ne nazadnje za njihov razvoj, za povezave z Koroško. Boste izkoristili torej tudi na nek način torej podporo avstrijske strani? Sigurno, mi bomo probali izkoristiti vsako pomoč. A so to Avstrijci, so to Italijani, mene ne zanima. Jaz, kjer bo nam hotel priskočiti na pomoč, bo dobrodošel v tej akciji. Za pisni komentar na zadnje dogodke, povezane z izgradnjo tretje razvojne osi in seveda povezane z obiskom ministra, sem prosila vse koroške županje in župane, torej vseh 12. Danes vam predstavim 6 županskih mnenj, no v naslednji oddaji, že danes teden pa naslednjih 6. Pričenjam z županom občine Podvelka, torej inženir Anton Kovše je zapisal takole. Glede na razpravo, ki je potekala za okroglo mizo v Dravogradu na temo tretja razvojna os, sem mnenja, da smo na dobri poti do uresničitve tega projekta. Upoštevati je potrebno časovnico kot sledi. Na drugem delu odseka Velenje-Slovenj Gradec je že bil sprejet državni prostorski načrt, postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja in pridobljeni projektni pogoji z področja okolja za pripravo projektne dokumentacije, ki naj bi bila gotova do prve polovice leta 2015. Projekti z gradbenim dovoljenjem in začetek gradnje bi naj bil konec 2017. leta. Sredstva za izdelavo projektov se bodo črpala iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V letu 2015 in 2016 pa je potrebno umestiti v prostor še ostale odseke in nadaljevati z delom. Lep pozdrav, kot rečeno, župan občine Podvelka Anton Kovše. Naslednji Alan Bokovnik, župan občine Radlje ob Dravi. Glede na to, da so nas iz države že leta 2007-2008 opozarjali, da se je potrebno dogovoriti, kje bo potekala trasa tretje razvojne osi, je čas, da si Korošci pred seboj postavimo ogledalo. Korošci namreč nismo sposobni stopiti skupaj v takšnih primerih, zato se vzdržim komentarja. Alan Bokovnik, župan Radlje ob Dravi. Naslednja gospa županja Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem, piše naslednje besede. Ko sem v petek sedela na okrogli mizi v Dravogradu in poslušala ministra Gašperšiča, mi je najprej prišlo na misel, v Bokovju nič novega. Minister ni povedal nič takega, kar nismo že neštetokrat slišali, zato mi okrogla miza ni spodbudila upanja, da se bo na tem področju kaj premaknilo, oziroma da smo še svetlobna leta daleč od pričetka gradnje. Hitra cesta na Koroško pa se mi zdi nuja, predvsem zaradi mladih, ki se tudi iz tega razloga vse bolj odseljujejo iz Koroške in zaradi razvoja gospodarstva, zato sem mnenja, da moramo Korošci enotno in povezano vsakodnevno opozarjati na ta problem. Samo tako bomo dosegli, da se bodo obljube spremenile v dejanja. Lep pozdrav, Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem. Pred menoj je že pisni komentar župana občine Muta, torej Mirko Vošner je zapisal: Obisk ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča na Koroškem v okviru okrogle mize, ki jo je organiziral Državni svet Republike Slovenije s temo razvojne priložnosti Koroške, problem neenakomernega razvoja Koroške, je veliko obetal. Saj sodi med tiste Korošce, ki že dalj časa resno opozarjamo na razvojne zaostavljenosti Koroške regije, predvsem na področju prometne infrastrukture.
Koroška je na eni strani z znanjem in izkušnjami, predvsem tehničnega kadra, za zavedljivo mrežo, predvsem pa razpoložljivimi kadri na področju šolstva in zdravstva, nekako ohranila konkurenčnost regije v najširšem pomenu besede. Naj izpostavim, da so številne regije v preteklih letih doživele na gospodarskem področju še večji šok, čeprav se temu nismo mogli povsem izogniti tudi na Koroškem. Na drugi strani pa je prometna infrastruktura, v kateri omenjam samo železniški in cestni promet, katastrofalno zaostala. Koncem 60-ih let se je celo ukinila železniška povezava z osrednjo Slovenijo. Na področju cestnega prometa pa smo žal ostali na trasah, ki imajo svojo podlago izpred 100 in več let. To pomeni, da vsem tem času, razen izgradnje obvoznice v Radljah ob Dravi ter razbremenilne ceste v Slovenj Gradcu, nismo naredili nič oziroma skoraj da nič. Krivičen bi bil, če bi iskal vzroke prometne zaostalosti v zadnjih letih. Ta zaostalost je v pomanjkanju vizije Koroške regije že desetletja nazaj. Na Koroškem nismo pravočasno zaznali potrebe po nujnosti izgradnje sodobne cestne povezave v letih pospešene izgradnje avtocestnega križa v Sloveniji, ki se je nadgrajeval s tako imenovanimi vertikalnimi povezavami na avtocestni križ. Svetla točka je bil kasnejši poizkus izgradnje tretje razvojne osi, ki bi povezoval sever in jug Slovenije s svojim začetkom na avstrijski in koncem na hrvaški strani. Kolikor sem seznanjen, so Avstrijci odstopili od izgradnje hitre ceste med Grifinom, kjer je stičišče osrednje avstrijske avtoceste Dunaj-Gradec-Lovec-Beljak z državno mejo pri Holmcu. Od tega trenutka je tretja razvojna os izgubila atribute meddržavnega, lahko celo rečem evropskega ranga, in ostaja v tem trenutku zgolj in samo slovenska prioriteta. Zato me nemalo preseneča odprto pismo civilne iniciative za izgradnjo hitre ceste na Koroškem, evropski komisarki Violeti Bulc, kar pa ne pomeni, da ne podpiram spoštovanja vredne napore mladih oziroma civilne iniciative. Sicer pa je bil obisk in redko beseden nastop ministra Gašperšiča na okrogli mizi zgolj povzetek že dalj časa znanih dejstev, da so težave predvsem v umešanju hitre ceste v prostor, saj obstajajo takšni ali drugačni razlogi za spreminjanje poteka trase hitre ceste skozi Koroško. Še večje pa so težave med Velenjem in navezavo na avtocesto A1 z variantami proti Arji vasi ali zahodneje proti Polzeli. Pri tem ne smemo zanemariti, da je omenjeni problem predvsem izpostavljen v Velenju, ki z osebnim prometom bolj gravitira proti Celju. Je pa trivialen za Koroško, saj imamo večina prometa usmerjenega ravno proti Ljubljani. Imam občutek, da zaradi neustrezne vizije, koncepta ter slabo zastavljenih ciljev pri umešanju hitre ceste v prostor izgubljamo dragocen čas, ki je hkrati alibi za strokovnjake, ki neskončno dolgo proučujejo prednosti in slabosti posameznih tras. Zaradi tega smo izgubili veliko dragocenega časa, pri čemer pa ne smemo zanemariti trenutne gospodarskega, predvsem pa finančno stanje države. Preprosto Slovenija v tem trenutku sama ne razpolaga z zadostnimi finančnimi viri, s katerimi bi lahko naredila vsaj eno fazo hitre ceste ne samo na Koroškem, ampak očitno tudi v Sloveniji. Nekako tako je tudi zaključil minister Gašperšič, ki je kljub resnemu in argumentiranemu opozorilu enega od prisotnih županov, da najraje preusmerimo približno 200 milijonov evrov za dokončanje južnega dela avtoceste med Ptujem in mejnim prehodom Gruškovje, v izgradnjo hitre ceste med Slovenj Gradcem in Arjo vasjo dejal, da je to evropski denar in ga preprosto ni mogoče preusmeriti na druge avtocestne projekte. Namesto zaključka naj dodam, da podpiram napore vseh deležnikov razvoja na Koroškem, predvsem pa koroškega gospodarstva, po takojšnjem dokončanju projektov hitre ceste med Mislinjsko dolino in Velenjem, ter na tej podlagi takojšnjemu pričetku izgradnje odseka med Mislinjsko dolino in avtocesto A1 v smeri Ljubljane. Preostale ceste na Koroškem pa se morajo obnoviti na takšno tehnično raven, ki je dostojna za hitro in varno cestno povezavo znotraj regije kot tudi širše. Vsekakor pa ne sme postati ovira izgradnje prve faze severnega dela hitre ceste na Koroškem, zapleteno umeščanje preostalega dela hitre ceste med Slovenj Gradcem, Dravogradom, Ravnami na Koroškem, Prevaljami in morda celo do avstrijske meje. Lep pozdrav, župan občine Muta, torej Mirko Vošner. Pa smo že pri komentarju župana mestne občine Slovenj Gradec, gospod Andrej Čas, je zapisal: Najprej želim pohvaliti delovno skupino za organizacijo dogodka. Veseli me tudi, da se je okrogle mize udeležilo več odgovornih oseb z ministrom na čelu. Pogrešali smo poslance.
Zelo splošne in nedoločne izjave, ki jih je podal minister, sem pričakoval in me niso presenetile. Vsaj Marjetic ni sadil, tako kot že vrsta ministrov pred njim. Kažejo pa na to, da ne na strokovnem in ne na političnem nivoju še ni dokončnih odločitev glede ukrepov na tretji razvojni osi. Zato je pomembno, da ta čas izkoristimo za stopnjevanje aktivnosti, tudi s takšnimi okroglimi mizami, strokovnimi konferencami, zakaj ne tudi za državno nepokorščino. Predvsem pa je pomembno, da čim prej pripravimo in uskladimo regijsko strategijo razvoja glavnega prometnega omrežja Koroške. S to študijo bomo imeli ustrezno strokovno podlago za dopolnitev osnutka resolucije o nacionalnem razvoju prometa in prometne infrastrukture, tako da bo le-ta med ukrepe za izboljšanje prometnic v obdobju 2014-2020 uvrstila tudi potrebe Koroške. Andrej Čas, župan mestne občine Slovenj Gradec. In na koncu še dr. Matic Stasič, župan občine Prevalje, hkrati pa je dr. Matic Stasič tudi koordinator za tretjo razvojno os. Zapisal je tako. Vesel sem, da je minister sploh uspel priti na Koroško, sicer za zamudo zaradi zjahanih cest. Ne strinjam pa se z njegovimi izhodišči, stališči in izjavami. Že kar nekaj let ugotavljamo, sploh pa zadnje leto, da so izjave najbolj odgovornih takšne, da pravzaprav ne želijo niti nimajo interesa, da bi karkoli premaknili hitreje v smer takojšnje umestitve v prostor na odseki Slovenj Gradec, Dravograd, Holmec, niti da bi začeli s projektiranjem in izgradnjo na odseku Velenje Slovenj Gradec, kjer je državni prostorski načrt že sprejet. Nasprotno, ne delajo nič in nimajo nobenega interesa, da se karkoli hitreje premakne. Bolj skrbi drugi obroč okoli Ljubljane. Vizija regionalnega razvoja Republike Slovenije je definirana kot skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija strmi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij. Policentričnega razvoja Slovenije ni brez ustrezne prometne povezanosti, kar velja še posebej za območja ob tretji razvojni osi, na katerih je obstoječa cestna infrastruktura v zelo slabem stanju. Takšno stanje neposredno negativno vpliva na odločanje tako tujih, kot tudi domačih investitorjev o investiranju na teh območjih. Glede na dejstvo, da so nekateri postopki umeščanja hitre ceste v prostor na tretji razvojni osi končani, Vlada Republike Slovenije je uredbo za odsek Slovenj Gradec Velenje sprejela avgusta 2013, nekateri v zaključni fazi in preostali postopki naj bi bili v teku, je nesprejemljivo, da v osnutku resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa in prometne infrastrukture projekt tretje razvojne osi ni prepoznan kot ena izmed ključnih razvojnih prioritet, kar pomeni, da Republika Slovenija v naslednjih 35 letih ne namerava izpolniti enega izmed najpomembnejših temeljnih pogojev za razvojni preboj na tem področju. Vsaka cesta, posebej pa hitra cesta in avtocesta je tudi tranzitna cesta, ki v osnovi služi državljanom in gospodarstvu za hitrejšo in varnejšo mobilnost iz regije in nazaj. Ko je Avstro-Ogrska gradila južne železnice, so se okrog njih razvila pomembna gospodarska in kulturna središča, ki so svojo aktivnostjo oplajala tudi širše zaledje. Podobno vlogo imajo tudi avtocestna omrežja, ob kateri se gospodarsko krepijo že obstoječa središča in nastajajo nova. Pri izgradnji infrastrukture nišče ne izračunava njene rentabilnosti. Prvič, ker takšno izgradnjo izseljuje življenjske potrebe in bi na primer Slovenija brez avtocest ostala gospodarsko zanikrna podalpska provinca, in drugič, ker so učinki prometne infrastrukture tako številčni in različni, da je tak izračun preprosto nemogoč. Prometna infrastruktura služi svojemu namenu dolga leta in je pomembno predvsem to, da ustvarja toliko tekočega dohodka, da se vzdržuje in obnavlja. Gradijo jo v glavnem države z nepovratnimi sredstvi in v novejšem času tudi z zasebnim kapitalom, ki si potem povrne vložena sredstva s pridobitvijo koncesij za njeno uporabo za daljša obdobja. Tretjo razvojno os bi morali na ministrstvu razumeti tudi kot simbolno dejanje, kot poklon in kot opravičilo regiji za 20-letno zapostavljanje. Dr. Matic Stasič, kot rečeno, koordinator za tretjo razvojno os in župan občine Prevalje. Tako, slišali ste 6 županskih mnenj, seveda vsa vezana na izgradnjo tretje razvojne osi in vezana seveda na obisk ministra
v Dravogradu. V naslednji oddaji, kot rečeno danes teden, pa predstavim naslednjih 6 županskih mnenj. Nadaljujem s temo, v kateri sama pravzaprav nisem zasledila dosti informacij. Morda je bila nekoliko prezrta tudi zaradi spolnih afer, ampak dejansko sem prepričana, da je zelo pomembna za občine in seveda posledično tudi za občanke in občane. Priprava sprememb proračuna za prihodnje leto je razburila župane, vse tiste župane, ki so se zbrali na seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Vlada je namreč sklenila ukiniti sofinanciranje investicijskih projektov občin in tudi znižati povprečnino, ki določa, koliko denarja dobijo torej občine od države. Vse tole z enim samim in edinim namenom. Ta je torej, da se zmanjša proračunski primanjkljaj. Država bi na račun torej teh rezov privarčevala približno 90 milijonov evrov. No, predsednik Združenja občin Slovenije pa mi je že zagotovil, da bodo torej v tem primeru morali sprožiti ustavno presojo zakona. Ministrstvo za finance pa je predstavnikom kasneje celo predlagalo, da naj ta odzeti denar torej nadomestijo s temeljitejšim pobiranjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma da imajo še eno možnost, da lahko le to nadomestilo celo povišajo, kar, kot sem dejala na začetku, torej še dodatno obremeni vse občanke, vse občane, seveda ne glede na to, v kateri občini se nahajate. Predstavniki občin so torej delno že pristali na vse te reze, a le pod enim in samim pogojem, da jim vlada torej zniža stroške. Lahko povem, da ima marsikatera občina že sedaj torej manj denarja, kot pa imajo dejanskih stroškov. Razlika kot primer torej med tistim, kar bi občinam pripadalo po zakonu o financiranju občin in torej med tisto povprečnino, ki jo dobijo na podlagi zakona o izvrševanju proračuna, že sedaj torej v tem trenutku znaša okoli 200 milijonov evrov. No, predsednik Združenja občin je še poudaril, da bodo od predstavnikov vlade zahtevali pisna zagotovila in da jim ne bodo verjeli le na besede, saj so se tovrstne obljube v preteklosti že izkazale za prazne obljube. Takoj, ko bom izvedela nekaj več, pa vas seveda o tej temi ažurno obveščam. Zdaj pa k kulturi. Kiparski simpoziji so v drugi polovici 20. stoletja predstavljali novost, ki je v svet umetnosti vnesla mobilnost umetnikov, mednarodne izmenjave in nenazadnje tudi tesen stik z okoljem. Na temu zgledu so kasneje sledile tudi kiparske manifestacije na Slovenskem, kjer so pod skupnim imenom Forma Viva, kar pomeni živa oblika, nastala kar 4 delovišča. Kostanevica, Seča pri Portorožu, Maribor in nenazadnje Ravne na Koroškem. Torej, Ravne na Koroškem je kraj, kateremu tudi posvečam naslednji prispevek. Zbirka na Ravnah je do par dni nazaj obsegala 33 izvirnih kiparskih kompozicij, ki predstavljajo dejansko neprecenljivo zakladnico izvirnih likovnih idej. No in 50 let kasneje se jim bodo pridružila še 3 nova. Torej, na začetku, kaj je pravzaprav Forma Viva? Torej, Forma Viva, sam izraz se v bistvu danes uporablja, bom rekla, že kar razširjeno. Zdaj v tem ožjem pomenu, oziroma bom rekla v pravem pomenu, pa je dejansko Forma Viva simpozij. Simpozij v tem smislu, da dejansko je forma takšna, da hkrati več umetnikov ustvarja umetniška dela, kipe. Se je pa v bistvu ta oblika ustvarjanja, bom rekla, v nekem zunanjem prostoru, v nekem javnem prostoru, nekako vzpostavila v Evropi v 50-ih oziroma v 60-ih letih. Torej gre za umetnost, ki na nek način stopi v dialog, če lahko temu tako rečem, z svojim okoljem oziroma z okoljem, v katerem je postavljena. Kakšen je namen Forma Vive danes? Na kak način torej komunicira s svojim okoljem, konkretno v današnjih časih? In ne nazadnje, kaj pravzaprav sporoča? Torej, Forma Viva je bila namenjena seveda, oziroma je sledila neki tej ideji umetnost med ljudi, umetnost v javni prostor. Tudi danes se ta ideja v bistvu ne razlikuje, čeprav se ta forma sama nekoliko spremenila, mislim, forma, na kak način se to izvaja. Kajti Forma Viva v preteklosti je bila tudi, bom rekla, tam v 60-ih, 70-ih letih, je dosti krat bila tudi podprta se strani takratnih podjetij, ki so dobro stala. Potem je izvirala iz neke te, bom rekla, tudi zasebne iniciative. Danes seveda to zelo težko, oziroma bom rekla, so redki primeri, da se to zgodi. Zaradi tega, ker so tudi kipi kot taki, če samo recimo pogledamo Ravne, kipi ti v železu, je to dejansko, bom rekla, zelo
zelo zahtevna zadeva, tako v smislu same postavitve, zasnove kot v izvedbe. In zaradi tega je dejansko danes, bom rekla, skoraj da nemogoče, da bi izvajali formo vivo, kot je bilo nekoč, recimo, ko je bilo povabljeni 9 umetnikov, ki so hkrati ustvarjali, bili tam en mesec, delali v bistvu tudi skupaj z delavci v fabriki te zadeve. Danes je v bistvu se ta oblika seveda zelo spremenila. Nekako si želimo ohraniti to osnovno idejo forme vive kot tiste, ki dejansko res pomeni, da pride več umetnikov hkrati, da se hkrati postavijo v bistvu te skulpture. Kajti gre tudi, bom rekla, tukaj za neko družbeno inicijativo, za v bistvu to idejo, da dejansko tudi danes je umetnost, ki jo neposredno postaviš v neke javne prostore, v človeški zavesti potem bolj prisotna, ne? Kajti srečujejo se z njo vsak dan. Konkretno torej je sodelovalo kako podjetje zdaj pri tokratni postavitvi Forma Vive? Torej, pri tokratni postavitvi Forme Vive, to pomeni pri teh novih 3 kipih, ki nastajajo. Tukaj v bistvu gre dejansko za sodelovanje večjih akterjev. Naj omenim seveda kot prvi občina Ravne, ki seveda je povabila občina k sodelovanju Koroško galerijo pri tej izvedbi teh novih 3 kipov. Potem pa v bistvu so tesno sodelovali pri sami izvedbi, bom rekla, naši kolegi tudi z Metalom in z podjetjem Dobrodel. Na kak način pa ste recimo izbirali te umetnike? Je bil to odprt, zaprt razpis, so bili to predlogi, so se morda lahko prijavili tudi konkretno koroški domači ustvarjalci k sodelovanju, mislim, oziroma k temu ustvarjanju? Torej, časovno smo bili zelo omejeni, zaradi tega, kajti dejansko je tukaj občina Ravne, ki je seveda razpolagala tudi za neko časovnico oziroma se je mogla držati neke časovnice, kajti ta projekt je dejansko, ima neke formalne okvirje in v okviru te časovnice bi dejansko mogli v 2 mesecih izvesti celotno Formo Vivo, kar je, bom rekla, za takšne projekte dobesedno nemogoče. Kajti se mi zdi zelo težko od umetnikov zahtevati, da v roku recimo 1 meseca izdelajo konkretne predloge. Zato je bila potem odločitev, ker je bilo premalo časa dobesedno za nek, bom rekla, zelo obširen javni razpis, da se bo dejansko naredilo, bom rekla, vabljen in odprt razpis. Vabljen na ta način, da se je dejansko konkretno kontaktiralo določene umetnike, za katere seveda imamo informacije, da delajo bodisi v tem mediju, da imajo izkušnje delati na ta način. Poleg tega pa smo seveda razpis tudi, oziroma je občina Ravne razpis tudi javno objavila. Torej, bilo je, bom rekla, neka mešanca zaradi tega, ker dejansko ni bilo nobene pretenzije, koga zdaj za katero skulpturo, ampak smo rekli, dejansko bomo izbirali na podlagi prispelih predlogov. Kar se je potem tudi zgodilo in sicer v tem roku 1 meseca, kolikor je bilo časa za pripravo konkretnih predlogov, ne, s katerimi so umetniki kandidirali za to izdelavo Forme Vive, smo potem izbrali, bom rekla, med njimi so bili tudi domači umetniki, naj omenim, vendar pa smo potem glede na bom rekla, glede na neko realno opcijo, na način izvedbe, smo potem izbrali te 3, ki sem jih omenila. So bili pa v bistvu vsi predlogi zelo dobri. Bom rekla, tudi nek ožji izbor, v katerega so tudi prišli domači, je bil zelo, bom rekla, kvaliteten, ne. Zato smo, bom rekla, imeli tokrat veliko srečo, ne, tudi mislim, da in tudi umetniki, da so se to hitro odzvali, je bilo kar neverjetno. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje čez natanko teden dni, ko vam bom predstavila še preostalih 6 županskih mnenj, in sicer na temo 3. razvojna os, utopija ali poklon za 20-letno zapostavljanje. V tem trenutku le še srečno.